Spoštovani recenzenti revije Zdravstveno varstvo. Pripravili smo vam videoposnetek z navodili za oddajo recenzij za našo revijo. Morda vam bo olajšal vaše delo. Seveda se vam za vaše cenjene recenzije vnaprej najlepše zahvaljujemo. Za vse, ki našo revijo malo slabše poznate, najprej nekaj osnovnih informacij o naši reviji. Revija Zdravstveno varstvo objavlja le članke s širšo mednarodno tematiko s področja javnega zdravja in spodbuja objavo rezultatov interdisciplinarnih raziskav na tem področju. Objavlja predvsem izvirne znanstvene članke, v manjši meri pa tudi sistematične pregledne znanstvene članke in metodološke članke ter vabljene uvodnike. Letno izidejo 4 redne številke z okoli 35 članki. V objavo je sprejetih le približno 20% rokopisov, ki jih prejme uredništvo. Revija ima faktor vpliva neprekinjeno že 5 let. Ta se giblje med 0,16 in 0,73. Želimo si kakovostnih objav, ki bi sčasoma prinašale višji faktor vpliva. Revija je vključena v obe citatni bazi, Scopus in VOS, in sicer Social Science Citation Index, ter v številne druge zbirke, med katerimi smo zagotovo najbolj ponosni na letošnjo vključitev v PubMed. Vsak tehnično brezhiben rokopis pregledata 2 urednika, ki se odločita, ali je rokopis smiselno vključiti v recenzentski postopek. Uredniški, recenzentski in tehnični postopki potekajo po mednarodnih standardih. Rokopis recenzirajo 3 mednarodno priznani recenzenti, vsaj en recenzent je iz tujine. Recenzentski postopek je dvojno slep, želimo si, da je hiter, recenzije pa poštene in konstruktivne. Hvaležni vam bomo, če boste vašo recenzijo lahko poslali mesec do največ 2 meseca po sprejemu povabila, ki ga boste prejeli po e-pošti. Naslovnik tega povabila je Slovenian Journal of Public Health. Zadeva pa Reviewer Invitation for naslov rokopisa. V jedru sporočila se nahaja izvleček, na podlagi katerega se lahko odločite, ali tema rokopisa sodi v vašo ekspertizo ali ne. Če se za recenziranje iz kakršnihkoli razlogov ne odločite, recenziranje prosim čim prej zavrnite s klikom na to drugo povezavo. Tako vas bomo lahko hitro izvzeli iz postopka in povabili drugega recenzenta. V tole okno lahko vnesete razlog zavrnitve, neustrezno področje, preobilica dela ali konflikt interesov. Takole. Zelo vam bomo hvaležni, če nam predlagate strokovnjake z vašega področja, na katere se lahko obrnemo. Če imate konflikt interesov, to prav tako lahko pribeležite. Vaša odločitev se pošlje s klikom na gumb Submit. Tako ste torej recenziranje zavrnili. Upamo, da ga boste v prihodnje tudi kdaj sprejeli. Po elektronski pošti boste dobili zahvalo za vašo odločitev. Če pa boste povabilo za recenziranje sprejeli, kliknite prosim na prvo povezavo. Odpre se vaš recenzentski meni v sistemu Editorial Manager. Prijavite se. Podatke za prijavo ste dobili po e-pošti. Prijavite se kot recenzent. Tlele vas čaka še ena nedokončana naloga. Recenziranje smo torej sprejeli s klikom po e-pošti. Recenzije se vedno pišejo v angleščini.
Najprej pa rokopis pogledamo. Morda si ga shranimo. Rokopis je tehnično brezhiben. Ima pribeleženo štetje vrstic. Tako se lahko vselej obrnete, referirate na te številke. V Editorial Managerju se nato, ko imate zadevo tako daleč, klikne na gumb Submit Review. Najprej vnesete vašo odločitev. Ali boste rokopis sprejeli v formi, kakršen je, ali boste zahtevali manjše ali večje popravke, ali ga boste celo zavrnili. Jaz se odločim za Major Revision. Ocenite rokopis. Nato tukaj odkljukate na par vprašanj v lestvici, in sicer jasnost prezentacije, ustreznost prebrane uporabljene literature, kvaliteta izdelave rokopisa, ustreznost analize, interpretacija rezultatov, pomembnost raziskave za znanstveno-raziskovalni svet, pa seveda ustreznost za področje javnega zdravja, torej za našo revijo. V zadnjem vprašanju nam prosim odgovorite, ali želite pregled revizije rokopisa. Če boste odkljukali ena, vas bomo povabili ponovno, ko bo revizija rokopisa prišla v uredništvo. Tukaj imate potem dva okna. V prvega zavajate recenzijo za avtorje. V drugo okno pa lahko zavedete svoje opombe, mnenja za urednike. Zelo bomo hvaležni v primeru zavrnitve, da izberete ali dodate katero izmed teh slabosti oziroma zapišete, zakaj zavračate recenzijo. V okno za avtorja bom sedaj zavedla recenzijo, ki jo imam shranjeno na svojem računalniku. Revija Zdravstveno varstvo je znanstvena revija s faktorjem vpliva, zato naj bo recenzija stroga in kar se da konstruktivna. Če je rokopis v recenzentskem postopku, to še ne pomeni, da bo članek tudi objavljen. Recenzije naj bodo čim bolj podrobne in čim bolj specifične. Recenzijo lahko razdelite na glavne pripombe in sugestije. Opredelite se lahko do vsakega dela rokopisa, uvod, metode, rezultati, zaključki, literatura. Pri tem vam pa seveda lahko pomagajo tudi številke vrstic. Recenzija je zaključena. Vnesli smo vse, kar se zahteva. Proceed. Oddajo recenzije dvakrat potrdimo. Najprej s Proceed in potem še Submit Review to Editorial Office. Ste prepričani? Smo. Tako, v našem meniju imamo sedaj dve zaključeni recenziji. Če ste se odločili za pregled revizije rokopisa, vas bomo čez čas zaprosili še za pregled revizije. Postopek oddaje revizije rokopisa je povsem enak. Če imate z recenzijo težave, se lahko obrnete na področnega odgovornega urednika revije ali na uredništvo. Najlepša hvala za vašo cenjeno recenzijo.